Drage državljanke, dragi državljani, Slovenke in Slovenci. Pisalo se je leto 1991, ko smo dobili svoj najvišji pravni akt, Ustavo Republike Slovenije. Danes, po dobrih 20 letih, smo postavljeni pred dejstvo, da Ustavo dopolnimo s členom, ki bo ohranil finančno neodvisnost naše države in posledično tudi njeno suverenost. Ni mi vseeno, kdo bo v prihodnje upravljal z našo državo, kdo bo določal naše finance, kdo bo odločil in določil prioritete in delil finančna sredstva. Resnično si ne želim, da bi naše finance neposredno upravljali od drugot. Slovenci smo vselej bili ponosen narod, ki je skrbel sam zase. Kako bi razložili zanamcem dejstvo, da je naša sicer srečna generacija, ki je ustvarila demokracijo in samostojno slovensko državo, leto zapravila že v 2 desetletjih. Slovenija premore dovolj sposobnih, podjetnih in delovnih ljudi, da se iz krize izvleče sama. To, kar nam manjka, je ta hip politični dogovor. A mislim, da smo na pravi poti. Zato pozdravljam odločitev predsednika vlade in predsednikov vseh parlamentarnih strank, da bomo jeseni nadaljevali napore za vpis zlatega fiskalnega pravila v Ustavo. Tako domači kot tuji javnosti smo ponovno poslali signal, da še obstaja možnost, da Slovenija izpolni obljubo, ki smo jo dali sebi in drugim. Slovenija potrebuje nov zagon. Vemo, kako se izogniti polomu in priti iz krize in vemo, da to zmoremo. To ne nazadnje dokazujejo številna uspešna mala in srednja podjetja v Sloveniji, ki sem jih obiskal v zadnjih dneh. Ustvariti moramo pogoje, da jih bo več, tu doma, in da jim ne bo treba seliti proizvodnje v tujino. V Sloveniji moramo ponovno ustvariti ustrezno klimo za družbo dela in podjetnosti. Kot predsedniški kandidat si želim, da bi letošnjo jesen storili nujne korake za to. Vnos fiskalnega pravila v najvišji pravni akt naše države ni zadostni, je pa nujen korak. Slovenke in Slovenci si zaslužimo odgovorne politike, ki nas bodo ponovno popeljali v boljše življenje.